Darja Senčur Peček se je rodila 23. februarja leta 1965 v Murski Soboti. Januarja leta 1988 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1991 opravila pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1997 magistrirala in leta 2007 tudi doktorirala. Po več kot 15-letnem službovanju v gospodarstvu se je leta 2005 zaposlila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bila že od leta 1998 habilitirana kot asistentka. Od leta 2008 je docentka za predmetno področje delovno pravo in pravo socialne varnosti. Zadnji 2 leti tudi nosilka predmeta delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti v Mariboru. Je tudi članica uredniških odborov revije Pravnik, Podjetje in delo, Delavci in delodajalci in Anali Pazu. Prav tako je predsednica Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije. S pomursko akademkinjo doktorico Darjo Senčur Peček se poznava že iz srednješolske let, sva bila sošolca v gimnaziji. In že te se spomnim, ko je bila ena najboljših v razredi in stvari, ker je delala, je ščela napraviti najboljše, perfektno. Tudi tisto, kar je mogoče ne imela najrajši, je ne zapostavljala in to je davila tudi eno veliko širino. In takšna je tudi bila kasneje na svoji študijski poti, ker je končala z doktoratom iz prava in ne nazadnje tudi na vseh svojih delovnih mestih. Znana je anekdota, da je bila pripravnica v svoji prvi službi v Muri, v veliki Muri, niso našli primernega mentora za njo. In to gvišno kaže na eno osebnost naše današnje predavateljice. In tudi zdaj, da je na fakulteti, Darja svoje poslanstvo tako raziskovalno, kot tudi izobraževalno, gimlje z vso odgovornostjo, resnostjo in zavoljo toga smo po eni strani v Pazuji toliko bolj veseli, ko je naša članica. Naši študenti na fakulteti pa, ko so lejko njeni slušatelji in ko se od njih lejko dosti navčijo, predvsem, da jih prevzeme kot mentorca. Varstvo zasebnosti delavca je aktualno v vseh sodobnih družbah, še posebej v času, ko sodobne tehnologije omogočajo vedno več nadzora nad posameznikom. Pri urejanju tega področja je treba iskati ravnotežje med interesom delodajalca, da se seznani z nekaterimi delavčevimi podatki in delavca nadzoruje, ter pravico delavca, da ohrani zasebnost tudi na delovnem mestu oziroma v delovnem razmerju. V prispevku so obravnavana posamezna področja varstva zasebnosti delavca in njihova ureditev v Sloveniji. Varstvo zasebnosti kandidatov v postopku sklenitve pogodbe o zaposlitvi je zagotovljeno z zakonom, ustrezno pa je urejeno tudi področje varstva osebnih podatkov, vključno z videonadzorom na delovnem mestu. Na uveljavljanje te ureditve v praksi pomembno vpliva informacijski pooblaščenec s svojimi odločitvami in mnenji. V praksi je aktualno tudi vprašanje, ali delodajalec lahko nadzira delavca pri njegovi uporabi komunikacijskih sredstev. Zakonsko to vprašanje ni urejeno, tako da bo meje delodajalčevega poseganja v zasebnost delavca morala postaviti sodna praksa. Pomurska akademkinja doktorica Darja Senčur Peček je pravnica v tistem pomeni besede, ko išče rešitve, ne pa ko si izmisli, za kakšna stvar ne je mogoča. V to je gvišno že prisilile so prve delovne izkušnje, kdaj je bila pravnica v Muri in tam je seveda bilo pomembno, ko se najdejo rešitve, ker lejko pomorejo podjetje k boljših uspehov. Na toj poti je pa celi čas vodilo dvoje, kada je podjetje uspešno in seveda tudi, kada delavci zadovoljni. In z tega področja je tudi njeno znanstveno-raziskovalno delo in z tega področja je tudi njeno današnje predavanje. In to je nasplošno ena vrlina, katero bi mogli širše in vse posedi bolje upoštevati. Skupen uspeh je gvišno lejko toliko boljši, če so zadovoljne vse strani, ker v nekšnem procesu sodelujejo in veseli sem, komu se z današnjega predavanja lejko tudi po toj plati dosta novega naučili.
Delodajalec od kandidata za zaposlitev ne sme zahtevati podatkov o družinskem ali zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, ki niso v neposredni zvezi z opravljanjem dela. Absolutno nedopustno je vsako delodajalčevo nadzorovanje delavčeve uporabe telefona, elektronske pošte in interneta, ki ga delavec ne pričakuje. Video nadzor v delovnih prostorih je dopusten samo v izjemnih primerih, če cilja ni mogoče doseči z milejšimi sredstvi. Delavci morajo biti vnaprej obveščeni, obvezno je tudi posvetovanje z reprezentativnimi sindikati pri delodajalcu. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Dovolite, da začnemo zdaj z drugim področjem, torej z družboslovnim. Moja tema je danes, kot vidite, varstvo zasebnosti v delovnem razmerju. Mislim, da aktualna tema, torej varstvo zasebnosti ne samo v delovnem razmerju, ampak na splošno. Zdaj pri zasebnosti, pri pravici do zasebnosti govorimo o tem, da imamo pravico živeti lastno življenje s čim manj vplivov od zunaj. Ta pravica zajema cel spekter različnih področij. Torej, varstvo stanovanja, pravica, da nas neupravičeno ne snemajo, pravica, da nam neupravičeno ne zbirajo in obdelujejo naših osebnih podatkov, skratka, cela vrsta področij. Zdaj, ta pravica do zasebnosti je varovana z celo vrsto mednarodnih dokumentov, ki zavezujejo tudi Republiko Slovenijo. S konvencijo o človekovih pravicah, potem z Evropsko listino, z celo vrsto dokumentov, ki veljajo v bistvu po celi Evropi in seveda tudi v Sloveniji. Zdaj, slovenska ustava tudi izrecno varuje pravico do zasebnosti. Kaj to pomeni, da slovenska ustava varuje pravico do zasebnosti? To pomeni, da smo varovani v svoji zasebnosti nasproti državi in njenim organom, da ne smejo ti neupravičeno priti k nam domov pa nam pregledovati stanovanja. Hkrati pa je to tudi osebnostna pravica in pomeni, da smo varovani v razmerju do drugih ljudi, torej do drugih posameznikov. In ta pravica ni varovana samo za ustavo, ampak je varovana tudi kazenskopravno, kar pomeni, če nas nekdo neupravičeno snema, lahko stori s tem kaznivo dejanje in je kazensko odgovoren, če ga spoznajo za krivega. Po drugi strani seveda lahko odškodninsko odgovarja, lahko zahtevamo odškodnino. Skratka, gre za neko varstvo na različnih področjih. Zdaj, kar se potiče varstva zasebnosti v delovnem razmerju. To ima tu še poseben pomen. Zakaj? Zato, ker je delovno razmerje takšno razmerje, v katerem se človek vključi v nek organiziran delovni proces, dela po navodilih delodajalca, je v bistvu šibkejša stranka v tem razmerju. Vsi delamo, seveda, ker tudi radi delamo, ampak v glavnem tudi zato, da preživimo. In seveda delamo v nekem razmerju, kjer imamo na eni strani delodajalca, ki da kapital, ki organizira ta proces, ki nam daje navodila, mi damo svoje delo. In v tem razmerju teh dveh neenakih strank seveda tudi pravica do zasebnosti dobi drugačen pomen. Ta delodajalec seveda ima interes in tudi možnosti, da seveda kontrolira tega delavca. Vemo, da gre po eni strani za interes delodajalca, da čim več zve o kandidatu, ki bo postal njegov zaposleni, da ga tudi nadzoruje pri delu, ali v redu dela, ali izpolnjuje svoje obveznosti. In na drugi strani seveda imamo tudi interes delavca, da varuje to svoje področje zasebnosti. Zdaj, na splošno seveda velja, da delodajalec mora varovati, torej ne sme pretirano posegati v zasebnost delavca. Ta področja, na katerih pa lahko pride do posegov, so zelo različna in v slovenskem pravnem redu tudi zelo različno urejena. Morda povem samo nekaj o teh. Najprej zasebnost kandidata. Vsi veste, pri nas delovnih mest ni in za vsako razpisano, objavljeno prosto delovno mesto se prijavi cela vrsta kandidatov, ki so tudi v tej fazi pripravljeni pretrpeti marsikateri poseg v zasebnost, samo da bi dobili zaposlitev. In tu seveda lahko prihaja do cele vrste posegov. Gre za te klasična vprašanja. Ste morda noseči? Koliko otrok nameravate imeti? Koliko so stari vaši otroci? Vse to so prepovedana vprašanja. Kajti delodajalec lahko sprašuje kandidate samo o tem, kar se nanaša na delovno mesto.
Mi vemo, da se dogajajo tudi ti primeri, da se daje seveda ženskam v podpis bianko odpoved. Ženske smo varovane v času nosečnosti v delovnem razmerju, se pravi delodajalec da ženski podpis odpoved, ki je podpisana in ni datirana. In če zanosi, seveda jo uporabi. Vse to so stvari, ki so prepovedane, vendar se zelo, zelo težko odpravljajo, sodnih sporov tu skoraj nimamo, ker gre v bistvu beseda proti besedi. Po drugi strani seveda je možnost posegov v primeru, ko gre za preizkus znanja, zmožnosti predvsem in ko gre za zdravstvene zdravniške preglede. Delodajalci lahko preverjajo, ali je nekdo sposoben timskega dela, ali je, ne vem, dinamičen, kot imate objave, ne? Ampak v tem, bom rekla, preverjanju, pri teh testih, ki jih imate psiholoških, lahko izve samo to, ali je oseba dinamična, ne pa kakšen je njen psihološki profil. In pri zdravniških pregledih naj bi delodajalci to še tako radi izvedeli, seveda ne smejo izvedeti, ali ima oseba AIDS, ali je oseba ima kronične bolezni, ampak samo, ali je zdravstveno zmožna za opravljanje tega dela. Tu je meja jasna, se pravi, samo to, kar je neposredno povezano z opravljanjem dela. To lahko izve delodajalec. Drugo področje je varstvo osebnih podatkov. Tu veste, da imamo poseben zakon o varstvu osebnih podatkov, da ustava naša že v bistvu varuje seveda, varuje torej nepooblaščene posege v osebne podatke, zakon pa določa pravila pri tem, kateri osebni podatki se lahko zbirajo, na kakšen način. In tu imamo tudi organ, informacijsko pooblaščenko, ki v bistvu nadzoruje, kako se ta zakon izvaja in ki je tudi prekrškovni organ. In tudi podaja celo vrsto zelo koristnih, neobvezujočih mnenj, če vas bo karkoli zanimalo z tega področja, na spletni strani informacijske pooblaščenke so ta mnenja zelo, zelo koristna in kažejo tudi, kaj se v Sloveniji v praksi dogaja in kje je dosti problemov. In tu seveda velja pri obdelovanju osebnih podatkov, da se lahko zbirajo tisti podatki, ki so določeni, za katere to določa zakon, kjer to oseba privoli. No, na področju delovnih razmerij pa tudi, kadar je nek podatek potrebno zbrati za to, da se, ali pa ga obdelovati, da se uresničujejo neke pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Zdaj seveda tudi tu gre za celo vrsto podatkov, ki se štejejo za občutljive podatke in pri katerih velja posebna previdnost in posebna pravila. Recimo podatek o nosečnosti, podatek o članstvu v sindikatu, podatek o zdravstvenem stanju delavca. Delodajalec lahko preverja, ali se delavec ravna po navodilih zdravnika in ali ne hodi okrog po soboti medtem, ko bi moral mirovati. To lahko preveri. Ne sme pa izvedeti, kakšno diagnozo ima ta delavec. In tudi recimo pri članstvu v sindikatu. Tega delodajalec ne sme vedeti, če pa želi sindikat, da bo delodajalec obračunaval članarino sindikalno in nakazoval na račun sindikata, pa seveda ta podatek delodajalec lahko izve. Naslednje vprašanje, ki je pa dosti manj urejeno, oziroma sploh ni zakonsko urejeno, pa je vprašanje, s katerim se v praksi pogosto srečuje tudi informacijska pooblaščenka, vprašanje, koliko lahko delodajalci pregledujejo elektronsko pošto, koliko lahko kontrolirajo, na katere strani spletne smo šli v času službe, ali lahko prisluškujejo našim telefonom, preverjajo, kam smo klicali. Skratka, gre za to tako imenovano komunikacijsko zasebnost, ki je prav tako za ustavo varovana, se pravi tajnost pisem in drugih komunikacij, nanaša se tudi na, torej ne samo na vsebino te komunikacije, ni varovano samo vsebina e-maila, ampak tudi ta outbox, inbox, komu pošiljamo sporočila, kdo jih nam, kdaj, to se šteje celo za osebni podatek. Zdaj tu gre vedno spet za tehtanje dveh interesov. Po eni strani delodajalec, ki je lastnik teh sredstev, po drugi strani in seveda se meni, da lahko nadzoruje uporabo teh sredstev, želi, da mi ne bi med službo, seveda med delovnim časom pisali zasebnih e-mailov, pa telefonirali frizerju se naročali, ampak seveda, da bi uporabljali ta sredstva za namene službe. Po drugi strani pa seveda s tistim trenutkom, ko mi postanemo delavci, ne prenehamo biti ljudje in ne izgubimo svojih človekovih pravic, kar pomeni, da neko polje zasebnosti tudi v delovnem razmerju imamo. In tu je zdaj vprašanje tehtanja. Zakon tega ne ureja, v Evropi so Finci to uredili s posebnim zakonom, so imeli velike težave, Nemci mislim, da imajo 2 leti že zakon pripravljen, ampak še ne uveljavljen. V Sloveniji to ni zakonsko urejeno, se pa tu slovenska sodišča oziroma sodnih primerov kar dosti ni, tudi ustavno sodišče na tem sloni, kar izhaja iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v Strasbourgu, ki je izrecno povedalo,
da kadar delavec razumno pričakuje neko polje zasebnosti, torej, ko ni seznanjen s tem, da delodajalec lahko gleda elektronsko pošto ali pa, ne vem, pregleduje, kam je on šel po spletu, da takrat absolutno delodajalec ne sme poseči, ne sme pregledovati elektronske pošte, ne sme posegati v to polje zasebnosti. Tako da tu se bo meja vsakokrat znova postavila seveda z sodno prakso. So si pa vsi enotni, da seveda je najlažje to urediti s tehničnimi sredstvi, se pravi omejiti dostop do nekaterih strani, omejiti recimo priponke velike in podobno. Tako da tu se mi zdi to polje še najbolj problematično. In pa še mogoče eno vprašanje video nadzora. Mi vemo interes delodajalcev, da bi snemali, da bi nas videli, mogoče kaj imamo, ne vem, kakšen je naš izraz na obrazu, ko kaj delamo, če nas šef pokliče ali pa kaj podobnega. Mi vemo, da to v Ameriki so že take kamere, ki so točno usmerjene na računalnik, točno na osebo. Tu seveda imamo mi stroga pravila v zakonu. Video nadzor na delovnih prostorih je dopusten samo v primeru, ko je to nujno, ko ni mogoče zagotoviti varstva ljudi, premoženja ali pa neke poslovne skrivnosti, tajnosti na drugačen način. Tudi samo seveda v primeru, ko se vnaprej obvesti delavce in se posvetuje s sindikatom in nikoli ne v nekih garderobah, dvigalih in sanitarijah. Čeprav tu kaže stop, samo še zaključek, menim, da seveda tu ta področja, ki jih tu vidite, so seveda posegi v zasebnost so tu možni. In ta tehnologija to tudi vedno bolj omogoča. Na nekaterih področjih mejo, do kje lahko delodajalci posežejo v polje zasebnosti delavcev, zakonodaja torej to določa, na drugih področjih je ta meja stvar tehtanja. Ampak vprašanje, ki si ga tu zastavljamo je, ali res zato, da najdemo enega lumpa ali pa enega, ki je kršil, moramo poseči v zasebnost vseh. In veliki brat čaka tudi pred vrati naše pisarne. Hvala lepa. Ste vedeli, da se najpogostejše kršitve zakona o varstvu osebnih podatkov v delovnih razmerjih nanašajo na vpoglede v elektronsko pošto zaposlenih in nadzor nad uporabo interneta, na pridobivanje zdravstvenih podatkov zaposlenih, na nepravilno izvajanje nadzora bolniškega staleža, na neutemeljen videonadzor in na uvedbo videonadzora brez predhodnega obvestila delavcem? S tovrstnimi vprašanji se ukvarjajo pomurski akademkinji dr. Darji Senčur Peček še naslednji člani PAZU: pomurska akademkinja dr. Etelka Korpič Horvat, pomurski akademik dr. Janez Malačič in pomurski akademik dr. Jože Samt.